Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo čisto preprosto brali sporočila s kart prehodov na vodovo, pa mogoče še kakšne druge karte pogledamo. Pač želela sem posneti video o tem, kako pomembno je, da svojo bolečino spremenimo v svojo moč. Kako pomembno je, da tisto, kar je bila naša travma, da se tam zataknemo, ampak da dejansko to vzamem kot neko gorivo za uspeh. Kako pomembno je, da prav zapisala sem se, recimo sem si da naša težava je lahko naš zapor ali pa postane super moč. In lahko je moja travma, moj izgovor ali pa motivacija. Ja, in glejte, v življenju lahko obtočimo. Vsak je doživel kakšno travmo, so bile okoliščine v naši mladosti, ki so bile težke, v času odraščanja, pa potem, ko so bili otroci, pa če ni bilo otrok, v vsakem primeru, vsak v življenju ima neke preizkušnje. In zdaj, kako tisto svojo izkušnjo spremeniti v svojo moč? Ker glejte, če ti nekaj ne narediš v tej smeri, da to spremeniš v svojo moč, te ta bolečina pokoplje. No, zadnjič sem govorila z eno gospo in potem, ko smo talk dale skozi glede otrok, pa znanka, ona začne razlagati, kakšne težave ima. Eno je, da ima sladkorno bolezen, drugo močno prekomerno težo, tretjo omravo kolen in je šla že na eno operacijo in čaka na drugo operacijo. Poleg tega so ji odstranili maternico. Pač ni da ni, lahko bi izvažala svoje težave. No, mnogi ljudje ne želijo biti zdravi zaradi tega, ker s tem imajo tematiko za govoriti. A veste, želi biti najboljši v nečem, ima največ težav. Pač, to je tudi možno. Ampak druga zadeva, če imamo neko težavo fizično, recimo kolena. Kolena vodijo do maternice oziroma do spolne čakre. Spolna čakra je direktno povezana z limfnim sistemom, z grleno čakro. Ta del je direktno povezan s temi žvečnimi mišicami in je direktno povezan z izražanjem naše resnice. Stisneš zobe in rečeš, se bo minil. Ja, ne bo minil, samo potlačiš. No, jaz bom nekaj kart potegnila, bom dejansko to, kako bolečino spremeniti v svojo moč, preko kart vam razložila, ker čistko, vsak od nas ima nek odnos, ki je pustil neko posledico na nas. Vsak, ker smo na zemlji. No in prva karta je prišla ven, Božji glas. Odgovore najdeš v tišini svojega srca. In greš k vodi in vanjo zmečeš kamenje svoje bolečine. In ja, če je potrebno, tuliš od bolečine. Pač nekam moraš dati to energijo, zalučaš kamen in začneš izražati. Pač ga ne mečeš v ljudi, nehaš se prepirati z ljudmi, ampak se umakneš. Druga karta je prišla, partnerstvo. Vedno imamo prave ljudi. Vedno. Vsi ljudje so pravi, ki pridejo v naše življenje. Z vsem imamo nek ples, lahko je karmični ples, lahko so ljudje, ki nas podpirajo, lahko so ljudje, ki nam nosijo lekcijo. Ampak v vsakem primeru so ljudje z namenom. Jaz sem zdaj v teh dneh prebrala knjigo Sporočila večnosti o aboriginih in tako neverjetno sporočilo je, kako je vse prav, da ta enost nas bo tako vodila do pravih ljudi. Nas bo tako, bomo šli po tisti poti, ki je za nas potrebna, za naš razvoj, zato da se vsem umirimo in da ta krog življenja zapustimo boljši. Da ga pustimo malo lepšega, malo bolj obogatenega in da predvsem svoje življenje naredimo boljše. Govori o tem, da imamo kroge z ljudmi. Ko pride nekdo v naše življenje, se odpre krog in je pomembno, da tak odnos zaključimo, ta krog zaključimo, da ne ostane odprta energija. No, in naslednja karta je pa prišla, izobilje.
obilje lahko čutim povsod ali pa pomanjkanje. Ko so bile moje hčerke majčkene, sem jim hotela preko filmov predstaviti, kako izgledajo stvari. A veste, ker otroku težko razložiš, kako izgledajo stvari. In iskala sem takrat film Otroci iz postaje Zoo, pa je nisem našla, ampak sem potem v tistem času bil en film in takrat so bile še kasete, sem posnela to na kasete. Film o fantu, ki je bil športnik in se je zaljubil v dekle, ki je bila narkomanka in ga je speljala na svoje poti in potem ga je oče rešil in se je boril za njegovo življenje in tako naprej. In moje punce so neštetokrat gledale ta film o zasvojenosti. Se pravi, jaz sem jih potom tega učila in sem jim razlagala. Potem drug film je bil pa kako je posmrtno življenje. Williams se piše ta igralec. Veste, ta, ki je bil, glejte, ime mi je všel, ta, ki je igral v filmu, čist mi je všel z glave, sam film se spomnim, kako je, se ni pomembno, če samo spomnim, bom dala od spodaj v opis, ampak v glavnem, kot življenje po življenju. Kako je, ko umremo? In v glavnem njegova žena je naredila samomor. In ker je naredila samomor, je pristala v peklu. In potem on jo je šel reševati. In kako izgledajo nebesa. In kako si izbiramo oblike. Zemeljske oblike, nebesne oblike. Neverjeten film in tudi ta film smo imeli posnet. In moje hčerke so ga gledale znova in znova in znova. Dejansko po mojega so ga znale na pamet. Ker je nosil tako sporočilo, kako izgleda, kako lahko ti živiš pekel na zemlji, pekel, naredi samomor, ne vidiš izhoda in kako se ta pekel nadaljuje potem v večnost in kako lahko v življenju živiš nebesa in se ta nebesa nadaljujejo v večnost. In naslednja karta je pa sprememba. V sebi ustvarjaj nove vibracije. Vsa svetlobna bitja ti pomagajo narediti korak naprej. In sprememba, to je pa zdaj tisto, ko se zavedam, da se mi vrti negativen cikl, da premlevam znova in znova nekaj negativnega, da premlevam znova in znova, kaj se mi je zgodilo leta 1975. Se ni pomembno, ampak pomembno je, da jaz spustim to, kar se mi je zgodilo. Da spustim, da vzamem lekcijo, da blagoslovim in da enostavno ta lekcija pa postane moja moč. Res je težko, kako tvoja travma lahko postane tvoj izgovor ali pa tvoja motivacija. Kako lahko tvoja težava lahko postane tvoj zapor ali pa tvoja supermoč. Kako tvoja preteklost lahko postane tvoje breme ali pa gorivo za uspeh. In zdaj, če jaz gledam mojo preteklost, kakorkoli moje otroštvo je bilo zaznamovano s sladkorno boleznijo moje mame. In jaz vem, da če ne bi pazila na svojo prehrano, jaz bi imela sladkorno bolezen. Moj brat je 1 leto starejši od mene, ima sladkorno bolezen. Jaz vem, da če ne bi razumela delovanje hormona inzulina, ki je povezan s sladkorno boleznijo, takrat, ko neha delati, dejansko bi pristala točno tam, kjer ta moja znanka, kjer je pristala, ki ima sladkorno bolezen, tam bi bila jaz. Ampak ker razumem, ker sem se hotela naučiti v tej smeri, ker sem hotela razumeti moje telo, je to postal moj blagoslov. Vete? Vem, kako izgleda nekdo, ki ima sladkorno bolezen, ki je brez energije. Vem, kako to izgleda. Ko naenkrat, ko pade sladkor, postaneš tako utrujen, da si v stanju zaspati za mizo, kot da si se ga ravno kar napil. Sladkorna bolezen, v telesu izgledaš naven dober, od znotraj se počuti sesudga. Tiho vnetje na celični ravni se ne vidi na koži,
vidi se pa na telesu. In se začnejo težave. In če želiš to težavo rešiti, prva stvar je prehrana, ni druge. Prva stvar je, katera hrana te spodbuja ali pa te podpira in katera hrana te uničuje. In to, kar te uničuje, kar je bela moka, sladkor, prečiščene zadeve, so strup za vse ljudje, ki imajo težave, pa ne s sladkorno boleznijo, željo po cukru. Druga zadeva, to je zdaj o spremembi govorim, sprememba. Naslednja zadeva pa, sladkorna bolezen je vedno povezana s hormoni in je povezana z razočaranjem nad življenjem. Tako, nič se ne da narediti. Nemočna sem, nič ne morem spremeniti. Ni res. Jaz lahko spremenim svoj način razmišljanja. To je prva zadeva, ker nihče drug ne more razmišljati z mojo glavo. Druga zadeva, jaz lahko spremenim, kaj bom dala v usta. Nihče drug ne odpira ust namesto mene. Jaz lahko spremenim, a bom pila zdrave pijače ali pa se bom nalivala z alkoholom. To je moja odločitev. Nihče drug pač ne more zlivati nekaj v vame, kar jaz ne dovolim. In ja, seveda, tudi nihče drug ne more zlivati svoj čustveni strup vame, razen če jaz to dovolim. No in takrat, ko veste, da ste za nekoga blazina, kanta za smeti, nekdo, ki vas pokliče samo takrat, ko ima za razbremeniti svoje breme, lejte, je ljubezen do sebe in če vidite, da v nekem odnosu nimate nič drugega kot pa same težave, ja vem, sem rešiteljica vseh nemočnih ljudi, tudi v redu. Če gre na račun tvoje energije, v redu. Ampak gre se za to, da ti moraš razumeti, da količina tvoje življenjske energije jo je to, kar jo imaš. Lahko jo na hitro porabiš, lahko jo pa ohranjaš dolga leta. In ta tvoja življenjska energija je povezana s tem, koliko hitro se bo starala. Če se bo starala, staranje vemo, da vedno prinese neko bolezen. Moj cilj je, zdaj sem na dobri polovici, da bom dejansko krepko čez 90 let, ali pa tam okrog 100 let, ali pa še več, vitalna, z energijo. Ampak če želim biti takrat vitalna z energijo, moram zdaj skrbeti za vitalnost in energijo. Ne moram začeti pri 85 razmišljati, no zdaj bi bilo pa pametno malo se začeti gibati. Ne, jaz če želim biti vitalna, rabim vsak dan narediti nekaj za svoje dobro počutje. In kar v meni se vsak dan rojeva nova energija, stvarjenje. Jaz sem povezana s plodnostjo in z obiljem. In ta plodnost in obilje se začne z mojim vrelcem mladosti, dobesedno. Zjutraj, ko vstanem, naredim vrelec mladosti. Vsak dan se gibam, pač to je nekaj, kar je zame pomembno, zaradi tega, ker moje telo to rabi. In ja, glejte, ne glede na to, koliko let imate, ali jih imate 35, ali jih imate 45, 55, 65 ali pa 75 ali več, ni pomembno. Gre se za to, da vsak dan odločamo, ko vstanemo, kakšne misli bomo izbirali, koliko se bomo gibali, ali bomo pili, ali ne bomo pili, ali bomo kanta za smeti, glede hrane, glede odnosov. Vsak dan se odločamo znova. Jaz zase se odločam vsak dan za vitalnost in zdravje. Zato, ker želim, da se ta ustvarjalna energija v meni pač izraža, ta vrelec mladosti. Potem pa voda. Voda očisti me. Dovoljujem, da vsi strupi odidejo. Dobro, jaz sama sem povezana tako z vodnimi znamenji, ampak voda očisti me. A piješ? A kdaj greš k vodi? A smo govorili prej? Zmečeš vanjo kamenje bolečine. Zdaj je poletje, greš plavat. So reke, jezera, lete, v Sloveniji je vse čisto.
Kamorkoli greš, lahko skočiš v vodo, plavaš. Pomislite, praktično povsod se lahko kopamo. Povsod se lahko kopamo. Pač voda očisti me. Naslednja zadeva. In ti si ustvarjalka nove zemlje. Ti si boginja in naj te vodi srce. No in to vodstvo tvojega srca je pa povezano z intuicijo. Intuicija, ta ženska vrlina, ki nas tako ali tako vodi naprej. Lej, v tebi je neskončna inteligenca. Ti, ki tole poslušaš, si hči večnosti. Tvoje srce naj napolnjuje brezpogojna ljubezen. V tebi naj bodo mir, ubranost in uspeh na vseh področjih. Stvarnik je tvoj večni vir. Vse tvoje duhovne, duševne in gmotne potrebe so in bodo izpolnjene v vsakem času in prostoru. Zavedaj se, da ti, ki tole poslušaš, imaš v sebi dovolj ustvarjalne energije in si povezana z rodovitnostjo. In zdaj to spravil v življenje. Kaj so ti zmeraj rekli, da ne moreš, da ne bo šlo? Da ti ne gre? Toliko laži smo poslušali v svojem življenju od ljudi, ki so nas na nek način želeli zaustaviti. Mogoče so vam rekli v osnovni šoli, da ne znate peti. Mogoče ste motirali ravno takrat. Mogoče so vam rekli, da ne znate slikati, ampak mogoče ne znate slikati, mogoče ste pa abstraktni slikar. Ne vem, vsak zna pacati, mogoče. Mogoče so vam rekli, da ne znate ničesa dobro. Lejte, ne verjemite ljudem, ki so vas označili. Ne verjemite. Vi veste, da imate talente. Vi veste, da imate vse moč. Vi veste, da ste unikatni, da takega, točno taka, kot si ti, take duše na tem planetu ni. In imaš svojo veščino, in imaš nekaj, kar je tvoj talent. Razvijaj to. Če se vrnem na to knjigo od Aboriginov. Aborigini so, ko so osvojili neko poglavje v življenju, ali pa ko so želeli, da se hitreje nadaljuje, so spremenili svoje ime. In ker so spremenili svoje ime, jih je to ime poneslo naprej. In zdaj, če gledamo, kako pomembno je, da sledimo svoji intuiciji. Pa če sem uradno Minka Marija. Jaz sem spremenila ime s tem namenom, zaradi tega, ker sem čutila, da določene vibracije me ne podpirajo več. In sem mogla iti naprej. Pač tako čutim. In ja, zdaj pa zavest, leto. To je to. Naša zavest je tako neverjetna, tako velika. Mi kot duše smo neprecenljivi. Mogoče srečate kakšnega človeka, ki imate občutek, da je tako kot zombi. Ja, obstajajo ljudje, ki so brezdušne školjke. Ampak v takih greste malo stran, veste, ko vas začne naenkrat glava boleti, ko naenkrat začutite, ko začne stresati nekaj vate, te začutiš tle bolečino na prsnem košu ali začutiš bolečino tle gor, se umakneš, ne rabiš. Zakaj? Ker taki ljudje bojo posrkali tvojo energijo z jamranjem. Z jamranjem bojo posrkali tvojo energijo. Lejte, vodstvo, kočija. Vodstvo. Ti imaš vodstvo svoje duše. Tvoja duša te pelje. In takrat, ko zaznaš energijo drugega človeka in čutiš, da ni dobra, pač umakni se. Pej naprej, najdi izgovor. Pač se ti ni treba reševati vseh ljudi. In ustvarjalka, ustvarjalec. Zdaj pa pogledamo tole. Prav ta slika je neverjetna. Ta karta je neverjetna. Ta menih ustvarja skozi svoj solarni pleksus. Solarni pleksus je pa povezan z energijo mame. Energija mame je pa povezana seveda s tem, kako je bila vaša mama. Pomislite, kako je bila vaša mama? Česa ni zmogla? Kaj je vedno delala? Če se preveč, če se premalo delala? To je vaša šola. Če samo preprosto pogledamo,
sistem ogledal in vi lahko vidite, da tam, če je vaša mama govorila enkrat bom, pa je mogoče odlašala, to je tvoja šola, nehaj odlašati, nared. Pač, tako kot pravi Nike, a ne, just do it. Pač nared ta trenutek. Če veste, da vas je to odlašanje, vam je šlo na živce, nared korak, nekaj spremeni in zaupaj, da te bojo vse vesoljne sile podprle. Ja, včasih s kakšno tako idejo gremo čisto neznano. Čisto neznano. Jaz ne bom nikdar pozabila, ko sem prosila stvarstvo, naj mi pomaga najti kraj, kjer bo najprej moja pisarna, potem pa, kjer bomo z mojimi hčerkami živele. Nisem najdla, enostavno nisem najdla. In veste, kaj sem naredila? Stvarstvo, pomagaj mi. Ne najdem. Jaz nisem več pametna, rabim vašo pomoč. In sem spustila. Čist spustila. Enostavno spustila. In sem rekla, zaupam, da je informacija, ki je potrebna, da pride do mene, bo prišla sama. In preko naključij sem prišla do družine, kjer sem živela 7 let potem v Škofji Loki. Pač, in ko so se tam zaprle poti, so se mi odprle nove poti naprej in verjemite mi, da ravno tako bo vas vaša duša popeljala naprej. Samo včasih rabimo spustiti in zaupati, da nas bo življenje podprlo, da nas bo ta energija stvarstva podprla. Tako da, glejte, to, kar vas jaz učim, vas učim, da greste pogledat tisto, kar je za spustiti. Ne učim vas tega, da morate delati radikalne spremembe, ampak da se ozrete vase, naredite svojo notranjo bilanco, odpustite sebi, partnerju, staršem, pa še komu, spustite vse negativne vezi, se osvobodiš in greš naprej. Ampak greš naprej po počasnih korakih, ne zaletavo, ampak počasi in tam, kjer je več energije, tam je tvoja pot. Tako da sledi temu in boš videla, da tvoje življenje se bo spremenilo in bo postalo popolnoma drugačno, bolj pozitivno, veselo in ja, zdaj naj odgovorim še na to vprašanje, ki sem rekla na začetku, skrivna sestavina, veste kaj je? Radost. Radost. Kako svojo bolečino spremenimo v moč in kaj je tista skrivna sestavina pri hormonskem ravnovesju, pri vsem, je radost. Ko mi razumemo, da je radost tista, ki nas vodi naprej, tam, kjer reči, yes, to, še več tega, tam je naša pot. Sledite temu in boste videli, življenje vas bo podprlo. Tako da, kar korajžno in boste videli, vse se bo spremenilo.